Pravijo, da je vinska trta stara skoraj toliko kot človeštvo in da kultura pitja vina človeka spremlja od njegovega nastanka. Tudi Slovenija je posejana z vinorodnimi griči in slovi po odličnih vrhunskih vinih. To nam daje še poseben sloves in pečat v turizmu. In ravno zaradi tega se je rodil unikaten ter izjemno privlačen turistični proizvod, ki so ga poimenovali turizem v zidanicah. V Kompasu Novo mesto so ga pripravili in oblikovali za vse tiste željne umirjenega in sproščujočega vdiha, ki želijo bivati v avtentičnem naravnem okolju in ki iščejo mir ter sprostitev na podeželju. Zidanice so posebnost vinorodne dežele Posavje, predvsem z vinorodnimi okoliši Dolenjska, Bela krajina in Bizeljsko-Sremič, saj ni nikjer drugje na svetu na tako majhnem prostoru mogoče najti toliko zidanic, lesenih hramov in kleti. Menda jih je ravno na tem območju okoli 15 tisoč. Postavljene so ob rob vinogradov na markantnih lokacijah s prelepim razgledom. Oprema zidanic je sodobna in nudi turistom vse, kar potrebujejo za udoben oddih. Gre za to, da so v bistvu to zidanice gospodarski objekti, kjer je spodaj v kletnih prostorih namenjeno pridelavi vina in hranjenju vina, medtem ko zgoraj v mansardnem delu stanovanja pa je bilo stanovanjski del, ki je bil do sedaj v glavnem namenjen lastnikom, morda so prespali enkrat ali dvakrat na letu, predvsem pa tako, da so se v bistvu ob vikendih recimo srečevali z svojimi prijatelji. Ideja o projektu je zorela kar nekaj let. Januarja 2010 pa so na trg ponudili prvih 28 zidanic z vsemi uporabnimi dovoljenji. Gre za 3 vrste zidanic. Eno je zidanice kot sobodajalstvo in to je naša glavna aktivnost. To pomeni, da lahko celo zidanico najamete, dobite ključ običajno tudi od kleti, skratka uživate v tem čudovitem zelenem okolju s prekrasnimi razgledi na krasnih lokacijah, zelo lepo so urejene, zunaj imajo vse tudi kakšne terase, peči, žare in podobno. Potem druga vrsta je to, da so zidanice kot vinotoči, takih je 4, se pravi, kjer lahko tudi skupine pridejo na prehrano, naprej najavljene. Tretja vrsta pa so stari hramčki, leseni, kamniti, ki so pa bolj v bistvu kot naša dediščina primerni za ogled. Zato prijatelje rad povabim k sebi pitu, pravimo si zgodbe, ki drugi jih niko vino nam razgreje kri. Vino je družabna pijača in ga priporočajo v zmernih količinah. Poznavalci pravijo, da žlahtna kapljica umiri razburjen želodec in dušo ter hkrati oplemeniti in dopolni naše jedi. Tam, kjer je vino doma, smeha in dobre volje nikoli ne zmanjka. Zato projekt Turizem v zidanicah pomeni dodatno poživitev ponudbe vinsko-turističnih cest. Je največji gospod, dobrega vina sitko je nalit. Vsak, ki da kaj nase in na dobro počutje, se bo zagotovo odločil za bivanje v zidanicah, kjer je oddih nekaj posebnega. Nastanjeni v teh unikatnih objektih boste lahko uživali v miru, razmišljanju in branju, se prepuščali naravi in čudovitim razgledom ter si vzeli čas za vaše najdražje. Nastanjeni v zidanicah imate tudi možnost za pohodništvo, kolesarjenje, jahanje ali čolnarjenje. Organizatorji vam zagotavljajo nepozabne avanture na tematskih poteh v dolžini kar 3000 kilometrov. Seveda pa je regija tudi pravi raj za ribiče in ljubitelje tenisa. Vinograde pa lahko občudujete tudi iz zraka. Poletite lahko namreč z motornim letalom, jadralnim padalom ali balonom. Sprehodi po vinorodni deželi ponujajo tudi oglede številnih gradov, cerkva in samostanov, kjer boste stopali po poteh zgodovine in naše preteklosti.
Ponudba turizma v Zidanicah je pisana na kožo tudi ljubiteljem kulinaričnih in enogastronomskih doživetij. Razne vrste pečenk in perutnine so odlična družba v srednji vinski posebnosti vinorodne dežele. Na jedilnih listih gostišč so najrazličnejše jedi. Pečena raca z mlinci in rdečim zeljem, razne vrste štrukljev z različnimi nadevi in močnate pogače. V Beli krajini pa so pravi mojstri za jagenjčke in odojke pečene na žaru. Posavska vinorodna dežela je v zadnjih nekaj desetletjih razvila pravo gibanje za dvig kulture salam in klobas. V številnih krajih namreč potekajo vsako leto salamijade in klobasijade, na katerih izbirajo najboljše izdelke. Vinorodna dežela Posavje slovi tudi po številnih tradicionalnih prireditvah, ki so zelo dobro in množično obiskane. Naj omenimo samo vinsko vigret v Metliki, teden cvička v Novem mestu, Trške dneve v Žužemberku, Semiško ohcet, jurjevanje v Črnomlju, cvičkarijo, rokotočec in še mnoge druge. Večina Zidanic sicer ne ponuja gostinskih uslug, zato pa boste kulinarične dobrote lahko odkrivali tudi v domačih gostilnah, na turističnih kmetijah, v vinotočih in restavracijah. Vinogradniki pa za organizirane skupine pripravijo tudi posebne pokušine vrhunskih vin. Naš vinski posebnež je cviček. Je edino vino v Evropi, ki ima manj kot 10% alkohola in ga zaradi zdravilnih učinkov v zmernih količinah priporočajo uživati tudi zdravniki. Zidanice so spoštovanja vredni objekti, saj so jih domačini gradili z veliko ljubezni in v njih vložili veliko truda in delovnih ur. Včasih so v njih gostili samo najboljše prijatelje. Danes jih želijo deliti tudi z vami. Upamo, da jih boste vzljubili tudi vi. Dobrodošli v naši deželi in dobrodošli v Zidanicah v objemu vinorodnih gričev ter gostoljubnih ljudi. Odprli smo vam naša vrata in vas z veseljem pričakujemo. Spoznali boste, da lahko turizem v Zidanicah nudi nadvse zanimivo, atraktivno in nepozabno obliko krajšega ali daljšega dopusta. V Beli krajini, kol pa se sveti, vsa v srebrnini.